Dober večer, dragi otroci. Dobrodošli v čarobnem trenutku pred spanjem, kjer se resničnost prepleta s pravljico. Vsak večer, ko se zazrete v nebo in prisluhnete zvezdam, se odprejo vrata v čarobni svet. V svet, kjer se razvije čisto nova zgodba, zgodba polna čarobnih bitij, čudovitih dežel ter nepozabnih pustolovščin. Udobno se namestite, saj je čas za nepozabno potovanje med zvezde. Naredite globok vdih in počasen izdih. Smo pripravljeni? Danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Čarobni jesenski kamenček. Nekega jesenskega dne, ko so drevesa nosila svoje najlepše barve, se je v majhni vasi zgodila čarovnija. Deček po imenu Luka je med raziskovanjem gozda naletel na nenavaden kamenček. Bil je sijoč in obdan z različnimi barvami, ki so se spreminjale, ko ga je obračal v rokah. Luka ni vedel, da je ta kamenček čaroben. Odnesel ga je domov in ga skril pod svojo posteljo. Vsakič, ko je pogledal nanj, je čutil, da v sebi nosi prav posebno moč, a ni vedel, kako bi jo uporabil. Nekega večera, ko je sedel ob oknu in opazoval, kako se listi igrajo v vetru, je iznenada zaslišal nežno šepetanje. Luka, jaz sem tvoj kamenček in lahko ti pomagam uresničiti tvoje želje. Je rekel skrivnostni glas. Zbegan, a hkrati navdušen, je Luka vprašal: kako lahko to storiš? Kadarkoli si zaželiš nekaj lepega, me samo primi v roke in pomisli na svojo željo. A ne pozabi, da moraš imeti čisto srce in deliti srečo z drugimi. Je odvrnil kamenček. Luka se je odločil, da bo preizkusil njegovo moč. Ko je zjutraj vstalo sonce,
si je zaželel, da bi imeli vsi otroci v vasi lepo igro. Držal je kamenček in si želel, da bi se vsi skupaj igrali na travniku. Ko je prišel ven, je opazil, da se otroci zbirajo. Njihovi obrazi so bili polni smeha in veselje je napolnilo zrak. Luka se je pridružil igri in čutil, da je kamenček resnično uresničil njegovo željo. Naslednji dan si je želel, da bi njegova mama spekla najboljšo jabolčno pito. Ponovno je prijel kamenček in si zaželel. Čez nekaj ur je v hiši zadišalo po sveže pečeni piti. Mama se je smehljala, Luka pa je bil presrečen. Vsak dan je kamenček uresničeval njegove majhne želje. Od igre s prijatelji do slastnih prigrizkov. A Luka je začel opazovati, da se otroci okoli njega niso vedno smejali. Nekateri so bili žalostni, ker se niso mogli igrati ali ker so čutili osamljenost. Nekega dne je Luka sklenil, da bo uporabil svoj kamenček za nekaj večjega. Želim si, da bi vsak otrok v vasi začutil srečo, je pomislil. Ko je držal kamenček v rokah, je zbral pogum ter se odpravil na trg. Prijatelji, danes bomo organizirali veliki jesenski festival, je vzkliknil. Pridite in prinesite svoje najljubše igre, hrano in smeh. Vsakdo je dobrodošel. Otroke je navdušil njegov klic. Prinesli so igre, barvne liste za okrasitev in svoj najljubši jesenski prigrizek. Luka je bil vesel, ker je lahko delil svojo srečo z vsemi. Ko se je festival odvijal, so se smeh in radost širili po vsej vasi. Kamenček je sijal v njegovi torbi, ko je opazoval, kako so se vsi skupaj zabavali. Ko je festival dosegel vrhunec,
je zaslišal šepetanje. Dobro si se odločil, Luka. Resnična čarovnija se skriva v tem, da deliš srečo in ljubezen. Na koncu dneva je Luka spoznal, da je resnična moč prav v tem, da narediš druge srečne. Odločil se je, da bo kamenček vedno obdržal, a ga bo uporabljal le, ko bo želel prinašati srečo drugim. Dragi moji otroci, tudi vi nikoli ne pozabite, da je vaša srčnost in prijaznost prava čarovnija. Vse svoje želje delite z drugimi in videli boste, kako se svet okrog vas spreminja v čarobno mesto, polno sreče in ljubezni. Ko boste delili svojo srečo in ljubezen, jo boste tudi sami začutili in tako boste postali še bolj srečni in še bolj zadovoljni. Zdaj pa le zaprite oči. Pomislite na to, koga bi lahko razveselili, ter v svojih sanjah delite srečo in delite ljubezen. Moji dragi, vi to zmorete in znate. Lahko noč, lahko noč.